Božanski red in božanski čas je v bistvu, ko govorimo o tebi, nekaj, kar se veže na načrt duše. Duša, ki gre v inkarnacijo, ima svoj načrt. Ta človek tukaj svoj optimalni načrt. Ta človek tukaj to, ta. In vedno postavi zadevo na optimalno, najvišjo možno raven za izkušnje, katere si je zadala. In ta načrt se kot imprint, temu rečemo dostikrat tudi blueprint, ne, se kot nek vtis, razumeš, zakodira v tvojo energijo. V plasti aure, v svetlobne DNK-je in tako dalje. To že poznamo. Okay? No, in potem se bo vse zgodilo ob božanskem redu in času. Torej nimamo kaj za skrbeti. Ja, res? Zakaj bolj toliko ljudi fali svoje življenjsko poslanstvo? Razumeš? Zakaj toliko ljudi, razumeš, toliko fali življenjsko poslanstvo? Poznate ljudi, ki so totalno fali življenjsko poslanstvo? Če bi bilo to res, da preko vtisa duše lahko preneseš načrt dol in samo čakaš, ker se bo vse zgodilo v božanskem redu in času, zakaj imamo na svetu toliko nesrečnih ljudi, toliko propadlih manifestacijsko ljudi, toliko ljudi, ki živijo grozo, a ne? Ja, ker si je to, ta načrt duša zadala. Nekaj si zapomnite, duša si lahko zada in to je tisto, kar ljudje ne razumejo in kar jim jaz ne morem dopovedati. Duša nisi izbrala inkarnacijo, da gre sama sebe trpinčati. Ali je možno, da si duša zada nek karmični križ? Ja, ampak si ga zada z namenom, da se aktivira in da se razreši. Kaj ima duša od tega, da si da karmični križ, ga ne razreši in spet z njim umre? Torej, to je ja, meni je bilo namenjeno, da celo življenje trpim. Kaj to pove o tvoji duši, če bi bila to resnica? Da je ena velika porednica. Lej, sem najdla lepši izraz. Sorry, a ti res misliš, da bi tvoja duša tako delala s sabo? Poslala te bom v inkarnacijo z izkušnjo, da celo življenje trpiš in crkneš v mukah. To ni logično, če si ti ljubezen in svetloba. To je načelo kaznovanja. To ni izkušnja. Izkušnja je, ko se ti nekaj zgodi in se izkušnja umakne. To je eno navadno trpinčenje, to ni izkušnja. Izkušnja je, ko nekaj doživiš enkrat, okay? Ni pa več izkušnja, če to doživlja 70 let. A se bo v tem času izkušnja kaj spremenila? Isto bo. Nobena duša in toliko trapasta, da bi za eno matleteranje, mučenje, samo sabotažo pa kaznovanje zbrala celo inkarnacijo. Alo, ljudje, o čem mi to govorimo? Hvala lepa, pa jaz tudi, ko umrem, nočem biti taka duša. Kaj nimam kaj za zaupati, kaj bo pol naprej s čemarkoli. Še manj je pa pol to ljubezen in svetloba. To je zato, ker se stvari ne razumejo. Imaš lahko nek karmični križ, ki se je prinesel, ampak je samo tvoj aktivator. Če ga ti v življenju premagaš, ozavestaš in iz tega zrasteš, ti duša vrže cele kante nagrad karmičnih tep na glavo. Zaradi tega, ker je to točno hotela, zato je prišla inkarnacijo in to je tak napredek, da je noro. Okay? In torej ti imaš nek načrt in prideš v inkarnacijo, okay? Reče, vse se bo zgodilo v božanskem redu in času. Super. Zakaj se potem, bodimo iskreni, 80% ljudem na tem planetu ne dogaja božanski red in čas. Zakaj? Zaradi tega, ker ti z zakonom svobodne volje dol priješ, a ne? In ker dobiš neko sestavo energije, kateri rečemo ego, in ne veš, kako se bo ta odzval. Kaj pa, če ti fališ božanski red in čas oziroma svoj vtis? Kaj, če ga ti zamudiš?
Kaj če ti ga nekdo prekine in ti pristaneš na to? Kaj je potem z božanskim redom in časom? Ja, pa je bilo že tako namenjeno, to ni res. Bog ne zbere tebi vmešavanje v tvoj originalni načrt duše. Ker je to postavljen energijsko, je to tvoj vtis, katerega ti dobiš s sabo. To se ne menja. Načrt duše ostaja optimalen, boljši, kakor bi si kadarkoli ti lahko zamislil. In Bog ne posega v to. Ja, mi je že Bog preprečil, da se to ne bo zgodilo. O čem ljudje to govorijo? A si ti predstavljaš tazga Boga, ki pride noter in reče, da ti je bilo nekaj preprečen in da se bo že zgodilo v božanskem redu in času? Ne me razumeti narobe, tudi zamude obstajajo v božanskem redu in času, bomo si to pogledali. Ampak največ zamud v božanskem redu in času, kar poruši načrt duše, naredi ego, naredijo strahovi in naredi ta amnezija, ki jo imamo, ker se ti tega načrta ne spomniš in to je ful velik problem, ne? In ti prideš sem dol, imaš neko optimalno pot in to pozabiš. In to ne bi noben otrok pozabil, če bi ga mi iz zibelke učili meditirati. Če bi mi otroke učili iz zibelke meditirati. Ampak ne hecam se, ko rečem iz zibelke. Če je neki v skladu z načrtom duše in je božanski red in čas postavljen, pomeni, da se uskladijo. In to kolegice. Okoliščine, pomočniki, ki ti lahko tukaj pomagajo in vsi časovni in prostorski okviri. Vse se skocka. To so totalne lego kocke. Tuk. A ne? Ampak, če greš ti zaradi te igre v ta iluzorni svet mimo svojega načrta, ali se ukloniš volji drugih ljudi in tako naprej, če ti zamujaš za izvedbo poslanstva, okej, kaj se zgodi s tvojim manjkajočim načrtom, ki bi v prostoru in času že mogel biti izveden? In to, kaj če tebi manjka noter 10, 20, 30 koščkov sestavljanke? Predstavljaj si sestavljanko. Vsi smo kdaj sestavljali sestavljanko. Predstavljaj si jo. Kako izgleda sestavljanka, ko noter manjka 30 koščkov? Ja, je že tako namenjeno, da je taka. Una slika, ki dobiš na škatli, ne kaže tega. To je isti primer. To je ista stvar, to ljudje naredijo. Ljudje dobijo puzle, to, da boste znali si primerjati v glavi. Ljudje dobijo puzle, dobijo sliko, kako mora to izgledati. To je razbito na 1000 koščkov in reče duša, zdaj greš pa tja, v ta prostor in čas in v tolikem času moraš ti 1000 koščkov sestaviti. Kaj se zgodi, če vzameš ven 30 koščkov in vse ostale sestaviš? Sej tudi to je lepo. Ja, okej, bodimo iskreni, sestavljanka brez 30 koščkov. Sorry, pač ni lepo. Ti nisi ulovil ene slike. In če šel na tekmovanje za puzle, ti definitivno ne bi dal nagrade. Se ti zdi, kot da te lekcije življenja nikakor ne želijo pustiti pri miru? Veš kaj, tvoja duša, naj ti povem, ni taka, da bi te mučila, samo nekaj ti želi povedati. Kadar se ti zdi, da se ti dogajajo ene in iste stvari in ko da ne moreš splavati ven iz tega, je to samo zaradi tega, ker je za dušo zelo pomembno, da nekaj osvoji, razume in iz tega zraste. In ljudje mislijo, da če bojo to ignorirali, da bo stvar minila, pa ponavadi ugotovijo, da se to ne da. In če si to ti in če želiš razumeti svojo dušo, kaj želi povedati in če želiš, da nekatere stvari resnično grejo iz tvojega življenja, se spreobrnejo na bolje in tako dalje, potem naj ti pomagam za Univerzo spiritualnih študij,
ki ti bo pomagala. Jaz bi temu rekla, temu tečaju kot da je ena velika dušna terapija. Lahko si prebereš svoje poti, svoje lekcije, si narediš reading, pojdeš v svojo energijsko sestavo in delaš dobesedno zdravljenje sebe. Če se ti zdi, da je tvoje življenje ali pa tvoja energija malce razpadala, te ta tečaj nauči takih terapij. In zaradi tega tečaja dobiš še obilico dodatne podpore, prav posebne angele, ki vstopijo v tvojo inkarnacijo, v točno določena področja tvojega življenja. In vse to je univerza spiritualnih študij. Poseben tečaj, ki se ponavadi zgodi enkrat na 2 leti in sedaj je skoraj da pred vrati. Želim ti pomagati, tvoja duša ti želi nekaj povedati in če ti lahko pomagam, se mi pridruži na tem tečaju, naklikaj povezavo in vse dobro ti želim.